Tradicija 1. maja kot mednarodnega praznika dela se pričenja že davnega leta 1886 s Haymarketskim izgredom, ko je Federacija organiziranih obrti in delavskih zvez zahtevala več delavskih pravic, med njimi predvsem uzakonjen 8-urni delavnik. Praznik 1. maj, praznik dela, praznujemo v spomin na te krvave dogodke, ki so se odvijali leta 1886 v Chicagu, ko so seveda delavci 3. in 4. maja protestirali tako za uveljavitev 8-urnega delovnika in za druge delavske pravice. Seveda v teh krvavih dogodkih je bilo veliko delavcev ubitih, veliko ranjenih in že kongres druge internacionale v Parizu leta 1889 je potem predlagal 1. tako maj za praznik tako dela. Že leta 1890 so sledile manifestacije v počastitev tega praznika v vseh večjih industrijskih središčih evropskih držav. Tudi pri nas, v Mariboru, Celju in Ljubljani. In sicer delavci so tako na teh shodih, to se pravi na teh manifestacijah, zahtevali svoje pravice. Skozi desetletja so se seveda tako te zahteve spreminjale. Tako najprej na začetku sem rekla, so zahtevali 8-urni delovnik, izboljšanje, tako, to se pravi delovnih tako pogojev. Ob koncu prve svetovne vojne, to se pravi 1917 in 18, so zahtevali tako mir. Potem so seveda zahtevali tako izboljšanje delovnih pogojev, zvišanje tako mest. Po drugi svetovni vojni pa so na teh tako prvomajskih proslavah spregovorili o političnih tako dogodkih ter prikazali svoje tako gospodarske dosežke. Praznovanja so bila ustaljena, začela pa so se že dan pred praznikom. Takrat so moški postavili tako smrekov mlajega, okrasili z vencem, z trakovi, na vrh seveda postavili tako zastavo, ter tako na hribih tako nekako zakurili kresove. Sam praznik je uvod v sam praznik je bilo streljanje z možnarji, kasneje s karbidom, no to so pa delavske godbe napihala z koračnico, tako oznanila tako sami praznik. Sledil je shod teh delavcev v pražni oblečeni z rdečim nageljem v gumnicah, da so odšli tako na shod skupaj z svojimi družinskimi člani. Na teh shodih so seveda spregovorili o svojih tako zahtevah. Po shodu so bile razne tako kulturne, športne prireditve, navadno so se pa te končale potem tako z druženjem ob tako glasbi, ob hrani. Z razpadom velikih industrijskih gigantov, s koncem socialistične države in z gospodarsko krizo je 1. maj pozabil svoj politični pomen. Vprašanje, ki se nam zastavlja pa je, kaj je z leti delavski razred izgubil oziroma pridobil v primerjavi z delavskim razredom iz preteklosti. Ja, materialni položaj je v splošnem nekoliko boljši, kar pomeni, da ljudje več dobijo za to, kar zaslužijo, več si lahko kupijo, čeprav to tudi ne drži vse povsod. Recimo danes je za enega delavca mnogo težje priti do stanovanja, kot je bilo to takrat. Zgubili so pa gotovo svoj vpliv, torej lastnina je prešla v roke lastnikov, z njo upravljajo menedžerji, tega vpliva ljudje več nimajo in hkrati se ravno skozi lastninjenje tudi socialne razlike oziroma družbena neenakost močno povečuje. Ja, izgubili smo stalnost, varnost, ki nam je dala tista zaposlitev, v kateri smo lahko začeli delati pri 18 letih. Pridobili smo pa varnost na ta način, da vkolikor imamo dovolj znanj in vkolikor se stalno prilagajamo situaciji, imamo varnost, ker imamo varnost v tem, da smo lahko na katerem koli delovnem mestu. Ne pomeni, da moram jaz na tem delovnem mestu ostati 40 let, ampak če imam dovolj znanj, izkušenj, če se znam prilagajati, lahko delam na katerem koli drugem delovnem mestu. Prizadevanje za delavske pravice ne bo nikoli končano. Uspešnost podjetij in ustvarjanje večjih dobičkov tudi danes vključuje nižanje stroškov in s tem tako slabše pogoje za delavce, kot tudi manjša plačila. In pustiti, da vse preprosto izhlapi v nič, da gremo domov.